Naj se najprej zahvalim Janu, ki mi je poslal današnji predlog za uvod. Včasih je res prav težko najti kakšnega. Hvaležen sem v bistvu vsem, ki predlagate, ampak kdaj kakšnih predlogov ne smemo uporabiti zaradi avtorskih pravic. Še sploh je treba paziti pri glasbi, ker tukaj lahko YouTube izvede strajk na kanal, kar bi bila pa izjemna škoda. Ok, Shiba Inu. Si že kar predstavljam komentarje spode, kaj pa Shiba Inu je shitcoin in podobne. Ja, res je, to je dejansko shitcoin, mincoin, kovanec brez kakršnekoli uporabnosti, vrednosti in podobno. Kar mene zanima, je gibanje cene in priložnost, da naredim denar, za kar pa ne smeš imeti občutkov. Ampak še vedno, to je shitcoin in se je treba do njega tudi tako obnašati. Jaz sem investiral pred prejšnjim dvigom, sem podvojil, skoraj potrojil svoj vložek in potem hitro skočil ven. In zdaj ima spet zanimivo gibanje cene. Lep pozdrav, z vami sem Explicit, dobrodošli v tej napokani epizodi, kjer nas čaka kar precej stvari. Saj že veste, kako gre. Najprej si pogledamo na splošno dogajanje na kriptotrgu, Bitcoin, tržna kapitalizacija altcoinov in šele potem kovanec dneva. Danes izjemoma še manjši bonus na koncu, tako da jaz predlagam, da se kar potopimo v grafe. Pred sabo imamo Bitcoin dnevni graf. To je naš padajoči klin oziroma falling wedge, tudi iz prejšnjega videa, ki je lepše viden na 4-urnem intervalu. To si bomo ogledali pol, zaenkrat ga še pustim. Zadnje dneve smo imeli kar drastično gibanje cene. Kot vidimo, smo se kar precej borili s to mejo, ki je tudi zgornja linija našega bivšega gramofonskega trikotnika. Zaenkrat se še borimo z njo, zavrnjeni smo bili tudi na tej meji 64.000. RSI imamo nad 50, kar pomeni, da igro še vedno vodijo biki, Stochastic RSI pa kaže momentum navzgor. Zaenkrat kaže dobro, dajmo si ogledati še 4-urni graf za več podrobnosti. Na 4-urnem intervalu slika postane dosti bolj jasna. Naš padajoči klin se je še kar lepo prebil, tukaj imamo en neuspeli preboj, nato preboj, konsolidacija na stran in nato dvig. Formirali pa smo še nekaj. Če tole linijo malce premaknem, vidimo, da smo formirali spuščajoč kanal. Ta je tudi bikovski in kot vidimo, smo ga tukaj že prebili navzgor, testirali in se odbili ponovno gor. Kaj pa če jaz še malček oddaljim? Kaj opazimo? Ta kanal je v bistvu sestavni del večjega vzorca, bikovske zastave. Samo malček, da vam izrišem drog. In če jaz zdaj ta drog prestavim na mesto preboja, lahko približno izmerimo, dokot se lahko dvignemo. In ta tarča trenutno približno je na 87.000. Bom tukaj kar postavil vodoravno linijo in ta drog bom zaenkrat izbrisal. Se nam pa skriva še nekaj tukaj. Sicer malček zdaj motijo tele linije tukaj, ampak pogledajte to. Tu in tu. To je obrnjeni glava in rame oziroma inverse head and shoulders. Vsi poznamo glavo in rame, ki je medvedji vzorec, le da ta je narobe obrnjen in je bikovski. Tle smo se sicer odbili od meje 64 oziroma 63.500, ampak bomo videli, kaj bo zdaj v prihodnjih dneh. Če se bo dokončal, bo to še eden bullish vzorec. Imamo torej kar nekaj bullish vzorcev. Tržna kapitalizacija altcoinov, dnevni graf. Tudi tukaj vidimo, da imamo končno dobro razvijanje. Naredili smo novi all-time high, kar je super. Končno smo prišli ven iz tega leranga. Zdaj pa bo treba spremljati, ali bomo še delali podporo na prejšnji višini, to je tukajle, ali pa bomo šli direkt gor. To je še dnevni graf Bitcoinove dominance na kriptotrgu. Kot vidimo, dominanca ni šla gor, ampak dol in končno smo prebili tole mejo. Naslednja, ki nas čaka, je na okoli 42%, kar pomeni, da je dobro za altcoine. In končno Shiba Inu, pred sabo imamo 4-urni graf Shiba Inu proti tetru. Tukaj imamo odprej že označen simetrični trikotnik, ki nakazuje nadaljevanje trenda in to se je tudi zgodilo. Kot vidimo, smo šli kar krepko gor. Ampak kaj se nam pa zdaj tukaj riše? Dajmo pogledati. To izgleda kot
Ja, kot padajoči klin. In to je bullish vzorec. RSI se je tudi zelo lepo ohladil, je že skoraj da preprodan. Stokastik RSI je pa še v fazi odločitve. Dobro bi bilo, da obdržimo to linijo, če ne, nas v nasprotnem primeru čakajo naslednje meje. Ne bom se matral z vsemi temi nulami. 4199 in 3586. Če mi ta vzorec prebijemo navzgor, dokot lahko še gremo? Dajmo preveriti s Fib Extension orodjem. Torej, od najnižje točke do ta najvišje, pa trenutno imamo tukaj najnižjo. In imamo naslednje tarče. Pri enki, kjer bo tudi večina unovčevala svoj dobiček, imamo mejo 11667. To je high. Naša sladka točka 1,6, ki jo tudi rad omenjam, se pa nahaja pri okoli 16000. 15936. Lahko tudi na podlagi zgodovine testiramo, katero mejo lahko dosežemo. Recimo, če zdaj tole zbrišem, pa malček približam. In uporabim Fib Extension na prejšnjem dvigu. Vidimo tukaj, da smo z lahkoto dosegli 1,6 in celo presegli. Ampak seveda to ni ravno za se zanašati v prihodnosti, s tem pač hočem samo pokazati, kako eksploziven je lahko kriptotrg. Je pa še nekaj opaziti tukaj, volumen je vedno manjši, kar je pa bearish signal. Pred sabo imamo zdaj graf Shiba Inu proti Bitcoinu, tudi 4-urni interval. Tukaj po mojem vzorec še ni najbolj jasen, kar sem izrisal je zgolj sklepanje. Moje sklepanje pa je, da trenutno formiramo tale padajoči kanal, ki je sestavni del bikove zastave. Z drogom tukaj. Vsekakor je treba paziti, nič še ni dokončnega tukaj, jaz imam zaenkrat nakupno pozicijo tukajle nekje. Če ne bo dosežena, bom pa nakupoval ob preboju zgornje linije. Seveda, jaz se tukaj zelo jasno zavedam, da se gre za shitcoin in da se gre tukaj dejansko za gamble, ker se lahko v trenutku vse spusti. Zdaj smo vsi videli, kaj se je zgodilo s Squid tokenom. So the market cap is $2.168 trillion. And now the market... Oh! Oh! It went to zero! Torej, prvo pravilo je, da se zavedaš, da je to gamble in vložiš samo denar, ki ga dejansko lahko pogrešaš. Recimo, jaz imam za to en manjši delček denarja, če ga bom izgubil, mi ne bo nič hudega. Nikakor mi pa na misel ne pade, da bi imel Shiba Inu kot dolgoročno investicijo ali pa da bi vanjo vlagal svoje življenjske prihranke. To bi bilo skrajno neodgovorno. In seveda ta glavna stvar, to tudi vedno ponavljam na tem kanalu, ne mešati občutkov z denarjem. Ne še iti stran, imamo še bonus. Dosti ljudi je zaskrbljenih glede odločitve Feda, če bojo še naprej printali denar v takih količinah, kot so ga do sedaj, ali pa ne. To seveda lahko vpliva na vse trge, tudi kriptovalute. Ampak kje bi to lahko preverili, kakšne so naše možnosti? Čeprav je naš glavni fokus na kriptovalutah, moramo včasih pokukati tudi ven. Dajmo preveriti dolar indeks. Pred sabo imamo dolar indeks dnevni graf. Torej, na kratko, više kot smo tukaj, močnejši je dolar, več denarja se bo stekalo van. Dolar je zadnje čase sicer kar pridobival na moči, ampak kot vidimo tukaj formiramo naraščajoči klin ali rising wedge, ki je bearish vzorec. Tako da velika verjetnost je, da bo dolar v bližnji prihodnosti izgubljal na moči, kar pomeni dobro novico za ostale trge, tudi kriptovalute. Še vedno pa lahko prej obiščemo to zgornjo linijo. RSI je na bikovski strani nad 50, stokastik RSI pa že kaže malček, kot da bi se hotel križati navzdol. Precej prošen dobim, da bi videe delal pogosteje, kar je sicer
težko, en tak video vzame kar precej časa, ker dam tudi kar precej na kvaliteto. To je naneslo tudi kar nekaj stroškov, zato sem se odločil, da malček bolj aktiviram Patreon. Tam delam zapise analiz skoraj vsakodnevno in jih lahko spremljate že za 5 evrov na mesec. Delal bom tudi posebne videoposnetke, ki si jih boste lahko že za 10 evrov na mesec ogledali 2 tedna pred ostalimi in tudi brez reklam. Seveda so na voljo tudi drugi paketi, link do mojega Patreona najdete spodaj v opisu in pri 5. komentarju in za vsak prispevek sem izredno hvaležen. Poleg tega zahvale patronom bom objavljal na koncu vsakega videoposnetka, tako da si lahko napišete tudi uporabniško ime kot ime firme ali spletne strani in boste imeli tako kot dodatno reklamo. Nekateri imajo sponzorje, nekateri imajo reklame, jaz sem se pa zaenkrat odločil za tak način. Tako da vsak dobi nekaj. To bo tudi to, hvala vam, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je všeč ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitve z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate z analizami, se ne strinjate? Zelo bom vesel vaših komentarjev spodaj, da malček tudi podebatiramo. V naslednjem videu Bitcoin graf, ki ga skoraj nihče ne spremlja. Ne bo se ga splačalo zamuditi, zato je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o novem videu takoj obveščeni. Jaz vam želim še lep dan naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.